Najpomembnejše sporočilo današnje skupščine SCT-ja je, da se pripravlja dokapitalizacija oziroma da družba išče strateškega partnerja, ki bi vstopil v lastništvo. Na izrecno vprašanje, ki sva ga zastavila z magistrom Kuclerjem, je predviden okvir že v prihodnjega pol leta. S tem v zvezi sva seveda izrazila bojazen, da bi prišlo do pogojev, ki bi lahko pomenili iztisnitev malih delničarjev iz SCT-ja, torej ponovno, čemu smo bili priča tudi že prej. Iztisnitev takrat je izvedel družba Delfi, ki je potem bila pripojena SCT-ju. Tako da to je vsekakor pomembno vprašanje. Izpostavili smo, da je seveda z naše strani pričakovano, da ne bo prišlo do izključitve prednostne pravice, kar pomeni, da bi tudi mali delničarji dobili možnost v eventualni dokapitalizaciji sodelovati. Kaj več o pogojih v tem trenutku ni znanega, računamo pa na to seveda, da bomo predtem vendarle tudi še v kakšnih pogovorih deležni dodatnih informacij skupaj seveda z dokumenti, ki jih je potrebno v ta namen pripraviti. Na drugi strani smo zastavili kar nekaj vprašanj, vezanih recimo na prevrednotenje družbe v lanskem letu, kar je pomenilo kar 86% povečanje kapitala družbe in jasno naša vprašanja so šla v smer tega, ali to pomeni kakršnekoli ustrezne, prej ko slej, pozitivne posledice, učinke za postopek, ki ga imamo pred sodiščem vezano na primernost denarne odpravnine, ki je bila, kot se je že izkazalo, da so točne naše dosedanje analize, navedbe, trditve, stališča, da gre absolutno za prenizko odpravnino. No, želeli bi, da bi se ta proces, ki traja že dobra 3 leta pred sodiščem, vendarle pozitivno zaključil. Zato je tudi ta moment bil pomemben. No, odgovor, ko smo ga prejeli, je, da te stvari z vidika upravnega odbora niso povezane, kar nas sicer čudi, in da na drugi strani družba UHI d.o.o. kot revizor še vedno uživa zaupanje, ne glede na vse, kar se je že pred sodiščem tudi strani poravnalnega odbora v 3 narokih izkazalo. Tako da je bila potrjena sicer ob nasprotovanju mene in magistra Kuclerja kot predstavnika sekcije SCT. Nasprotovanje, ki sva ga izrazila, je botrovalo temu, da smo dobili informacijo, da družba še vedno uživa zaupanje. Ne glede na to, da je takrat pripravila revizorsko poročilo za cenitev, ki je bila približno 12 milijonov evrov za celoten SCT, kar se je tudi glede na lanskoletno spremembo, kar se tiče že prej omenjenega kapitala, seveda pomembno spremenilo. Hkrati pa na izrecno vprašanje seveda tudi pomenljiv podatek, da je družba UHI d.o.o. že 10 let revizor, kar je brez nadaljnega neokusno. Ob tem ne omenim, da postopek pred sodiščem v smislu iztisnitve še vedno poteka, že dobre 3 leta. Hkrati pa upamo, da tudi glede na lanskoletno izkušnjo z izplačilom celotnega dobička družbe in dobrih dividend, prvič v zgodovini pravzaprav računamo, da navkljub na temu, da okoliščine niso dopuščale, da bi na današnji skupščini prišlo do odločitve o delitvi dobička. Namreč lanski ustvarjen dobiček ni zadosten, da bi bilo to smiselno, racionalno predlagati tudi z nasprotnim predlogom, kakor smo uspeli doseči strani združenja v lanskem letu, da pa je bilo dano zagotovilo, da so tisti tehnični problemi, ki so lani botrovali zakasnitvi izplačila dividend, v nekaterih primerih zdaj odpravljeni, s čimer v zvezi se je na nas obrnilo takrat mnogo delničarjev. Ne izkoristim priložnost, da še enkrat pozovem delničarje, tako iztisnjene prejšnje delničarje SCT-ja, kakor tudi delničarje aktualnega današnjega SCT-ja, da se vključijo v delniški sporazum v okviru Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ter hkrati tudi, da slednji podpišejo delničarski sporazum oziroma aneks, ki je pomembno dvignil tisto minimalno ceno za prodajo svežna delnic v primeru, da bi seveda do ustreznih okoliščin prišlo. Glede na dogodke v zadnjem času, tudi omenjenega prevrednotenja
pogajanja v lanskem letu. Menimo, da je smiselno, da tudi ti, ki so že podpisali delničarski sporazum, podpišejo tudi aneks k temu, kajti izboljšuje pogoje v primeru morebitne prodaje za male delničarje.